enega od teh dveh kurcev poslal domov. Ej. Jo, lepo. Kaj? Kaj pomeni ta tvoj ja lepo? No, pa poglej, koliko malo. Tako kot vedno. Jo, res je, prav imaš. Tako kot vedno. A si pozabila? Zvečer prije moja mama na obisk. Tvoja mama? Čakaj, kaj se pomeni ta tvoj ton? Tvoja mama? Samo ne mi povedati, da si mislila, da sem sirota. Oprosti, Beno, nisi mi povedal. Včeraj sem ti rekel. Verjetno si me s kom zamenjal. S kom bi te tebe lahko zamenjal? Naprimer s svojo tajnico? Veš, kaj ti zdaj jaz povem? Moja tajnica ima 22 let in je vedno nasmejana. Ko sem jaz imela 22 let, sem bila tudi vedno nasmejana. Točno se spomnim. Tu sem stal. Ne. Tu sem stal, ti si tam nekaj pisala, jaz sem ti pa rekel, 1. november je in moja mama pride obiskat grobove. Ja, in kaj sem jaz na to odgovorila? Da ti fali samo še en obisk moje mame, pa bo naslednje leto lahko tebe prišla obiskat na grob. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno zveni. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To na dopustu za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebarska stvari, to ti posodi jajček ali pa. Vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in vračajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. lepo je biti sosed, to sploh ni grej. Imejmo se radi skoz, sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni grej. Imejmo se radi skoz, sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. 8, 9, 10. Ko že pa to šteješ? Depilacijske trakove. Depilacijske trakove. Pridi, ti pokažem. To si daš gor, počakaš 5 sekund, nobenega vlaženja, nobenega segrevanja in ko začutiš, da te ščipa, potegneš in to je to. Jo, ko si malo hecno. Daj, to ni nič, Beno, veš, za katere dlake se to uporablja. Ne moreš si misliti, kako sem vesel, da si to demonstrirala na mene. Zdaj me lepo to stran. Daj, ko bomo malo pospravljali. Saj veš, kakšna je moja mama. Vem, Beno, vem in zato tudi vem, da nima smisla pospravljati. Poslušaj, vsakič, ko ona pride sem, jaz letam po tem stanovanju ko nora. Ampak tvoja mama vseeno vedno najde kako napako. Zadnjič mi je šla omaro odmikat, pa je zadaj našla moje tangice. Ja pa dobro, probaj se ji malo približati, no. Beno, jaz se trudim, ampak tvoja mama ima problem. Jaz bi njej lahko dala modrino z neba. Ona bi pa vzela daljnogled, pa bi rekla, vidiš, Branka, tam je ostal pa še en košček. Ja, od najlonke, moje štumfe pa od jogurta bi moja mama ziher kap rupnila. Zdravo, Ivo. Kaj delaš danes večer? Ja, se stuširam, potem pa rešujem sudoku. Sudoku. Pride. Pa slušaj, ne bi mogel namesto tega tvojega subokoja priti sem pozdraviti mojo mamo. Da pride. Ja, no, potem pa imam kontrolo še ene hiše. Jaz sem napeljeval elektriko. Kaj pa to delaš? Si lepi nikotinski obliž pomaga zelo. 2, 3, 4, 5. Zdaj pa to dol cukne. Zdravo, Eva.
Ej, to je depilacijski trak, to stane 5 evrov. Kaj me peče? Ja, Kakšni pa so stranski učinki? Nima stranskih, ima enega direktnega, tega. Kako peče? Rajše kadim, ko da si lepim to na kožo. Ja, kam pa zdaj greš? Enemu od naročnikov nesem robo. Moja mama bo prišla. Ja, povej, naj mi ne pospravlja kuhne. Zanič mi je dala moko v posodo, na kateri piše moka. Ja, saj, moja Silvika ima tudi moko v škatli za moko, ker piše mo. Jaz pa vam že od nekdaj moko v posodi, na kateri piše sladkor. Jo zakaj? Ker sem se pred 20 leti zmotila in od takrat naprej tak, ne bom spet spreminjala. Ja, samo čakaj malo. In nočem, da kadi tu, ne gre ven, ali pa naj ne kadi, adijo. Baba. Tako pride. Ivo, kaj je Silvika doma? Ja. Me je klicala na poti z dela, no pa me je rekla, naj vprašam Žužo, kaj ne... Sem spet pozabil. Ivo, morate mi pomagati. Kako ti lahko pomagam? Glej, treba je posesati, oprati, zlikati, pobrisati prah, pomiti posodo, pobrisati tla, oprati kopalnico, pa WC, pa pomiti okna, pa smo pa fertik. Ivo. Beno, Ja. pokliči mamo, pa ji reci, naj pride drug teden. Silvika. Koliko? Koliko časa rabi trdi tojaž? Trdo kuhano jajce. Igen. Kako naj jaz to vem? Rekla sem, skoči na Žuža, pa vprašaj. Ja, veš, pa je ni bilo doma. Kako ni doma? Slišala sem, da govori z Benotom. Pride njegovanjo, mama. Se veseli. Beno tudi zelo. Igen. Kaj zdaj, naj? Koliko časa pa že kuhaš to? Ne vem. Ne gledam na uro. Ne vem, koliko časa treba, da kuhajo. Zakaj potem gledala na uro? Ja, zakaj pa potem gledaš v jajce? Saj ti ne bo rekel, vzemi me ven. Kaj motim? Vanessa, gospa Vanessa. Ivan, ne izzivaj. Da ne izzivam, no saj si doma. Gospa Vanessa je prišla lahko na obisk, ne? Sej jaz nisem prišla na obisk. Jaz imam en mali problemček. Se mi je to pokvarilo. Istene, kaj je tu? Ma, dej, Silvi, to je palični mešalnik. Kaj bi ti ziher vedel, kaj je narobe, Ivi. Jaz? Ivi ga pogleda. Samo ti meni povej, koliko časa morajo, da kuhajo trdi. Da bo trdi. Da bo trdo jajco. Trdo, jajček, trdi. No, povej. Če hočeš, da je res trd, 10 minut. No, bom jaz popravil takoj. Igen, samo ti nam treba, da ti tukaj, ne. Ivan, popravi, pokliče, pridete, plačate. Konec. Ivič, Zakaj sedi v umazana kombinežana, čisti kavč? Stuširaj, obleči, večerjaj, popravi potem. Koliko kave si pa ti danes že spili, zvoni? Halo? Igaz? Szégyenjem. Mi történt? Úgyhogy ott sem picén. Hianusz. Szervusz. Silvika, kaj se je zgodilo? Umrl bundaš. Tvoj pes Bundaško. Moj mali bundaško.
Mali, je imel 15 let, pa vsaj 4-krat več kil kot jaz. Pomiri se, Silvika. Jo. Ja, kaj se je zgodilo? Naskočil kosilnica. Egen. Joj, ne, zdaj mi greh crkniti. Mama. Aha. Lahko bi si mislila. Branka se nekje zabava, ti pa pospravljaš. Kaj pa ti tu? Hrovatovi so tudi šli. Pa so mi ponudili prevoz. No ja. Sej, nisem verjela, da mi bo tukaj z rožicami poslano, ampak s tako svinjarijo pa tudi ne. Mi smo te čakali šele čez 2 uri. Ja, vem, ti si me čakal, ampak Branka ima pa očitno druge opravke. Ja, eni stranki je nesla robo. Ja, Jezus, kakšna služba pa je to, zastrupljati boge ljudi in jim prodajati te cenene reči, ki itak ne delujejo. Ja, samo ljudje to kupujajo, mama. Ja, zdaj posel dobro laufa. Ti veš, da je že STM3? Kaj je? Samostojna trgovska menedžerka. 3 ljudi ima pod sabo. Ja, samostojna je pa res, ja. Ampak pod sabo ima predvsem enega človeka. In to si ti, sinko moj. Daj, mama, no. Ja, mama, no. Mama, prosim. Pa Benjamin, pa se to ni nič sramotnega, če daš poljubčka svoji mamici. Ivo! Grem jaz. Me veseli, da vas spet vidim zelo. Ja, mene tudi. Kako je Silvika? Jo, sigurno je doma in pere. Ja, je doma in pere pa ne. No ja, potem pa sigurno kuha ali pa pospravlja. Tudi to ne. Aha. Ja, kaj pa pol dela? Joka. Ja, ji je umrl pes Buldaško. A vidiš, kako občutljiva ženska? Ko je umrla Diana, ni tvoja Branka iztisnila niti ene solze. Ja, to je najbolj zato, ker je Diana raztrgala obleko. 300 evrov je bila. Vi ste se poznali z Diano? Aha. Diana je bila mamina mačka. Ja, moram si pokaditi eno cigareto. Mama, saj lahko stopiš na balkon. Ja, ne. Ja, bi bilo boljše, če si nalepite en nikotinski obliž. Ja, pa Ivo, pa sej veš, da jaz ne verjamem tem bedarijam. Pa boste videli, no, čez 10 minut ne bo nobene želje po cigareti. Ja, no, dobro, pa naj bo, na. Evo. Ivo. No, fajn. Do takrat pa lahko eno pokadim. Ščipa me! Cukni dol! Porka, fiks, Ivo, pa vse kocine si mi dol poteknil. Se pa dogledam. Daj, prižgi mi. Ja, kocino? Cigareto, butl. Nisem vedel, da te ima tako rada. Kaj ti me to... Misliš to iracionalno? Jaz sem takšen poljub dobil, ko sem imel 4 leta. Ja, saj glih to je. Moja mama še zdaj misli, da imam 4 leta. No, meni bi se to zdelo simpatično zelo. A ja? Kaj pa, če bi te ob 2 po noči zbudila, pa te vozila scat? Bi se ti to tudi zdelo simpatično zelo? Kaj je počela? Nič ni počela. Bala se je, da se ne bi polula v poslu.
Enim tako pride. Ja. Samo problem je, ko me je vozila na WC do 15. leta. Ja. Še zdaj ob 2 po noči vstajam, pa hodim na WC. Ja. Saj to ni tako hudo. Ja, ni, ne. Samo ko grem nazaj v spalnico, pa požrem pol hladilnika. Ja. Ja, saj jaz sem tudi imel 6 let, ko smo imeli 2 mandija. Ko ste imeli? 2 zajčka. Ja. In potem je ostal samo še eden. Ja, je mama skuhala paprikaš. Ja, in od takrat naprej ne jem rad paprikaša. Ja. In zato vsakič, ko vidim zajčka, se spomnim na mamo. Ja. Ja, se nisi nič pospravil. In kdaj pride draga mamica? Draga mamica je že tukaj. Silvika, Palečnik ni popravljen. Silvika, zdravo, jaz nisem zato prišla. Ivan ne doma. Silvika, sem ga srečala, mi je povedal, kaj se je zgodilo, sem prišla, da ti izrečem iskreno sožalje. Kaj ti izrečem? Sožalje? Elektriko! Silvika, odzunaj sem srečala Ivota, mi je povedal, kaj se je s tvojim kužkom zgodilo, kaj je to res? Kaj? To je on, bundaš. Komu je bilo pa ime? Bundaš. Formalno Abigail Josef von Nymphenburg. Ampak vsi ga klicali bundaš. Ma je lep. Čista kris familija. Misliš rodovnik? A to ne vem. Veš, jaz sem tudi imela kužka. Poglej, To tvoj pes. Leonid moja, mali Leonidek. Kako mu ime? Leonid. Ja. Veš, Silvi je imel tako kosti v obrvi, ko se je jezil. Je bil kot Brežnjev. To ti izmislila. Resno ti govorim. Egi šigedre. Pi. Izvoli, mama. Hvala. Dobro si to zorganizirala. Ti se sprehajaš po mestu, tvoj mož pa doma pospravlja. Vi pač uživate, da me lahko kritizirate, ne? Ne, ni res. Jaz te imam rada. Želim samo, da je za mojega sina dobro poskrbljeno. Kaj mogoče ni? Obseg pasu ima 110. Mislim, da je to nad povprečjem, tako da vam od lakote ne bo ravno umrl. Si mogoče lačen? Ja, nekaj malega bi pa... Moje gospodinstvo deluje. Sit je, ne smrdi, vsak dan dobi čiste gate in nogavice. Pokaži mami, pokaži. Kaj naj pokaže mami gate? Ne, nogavice bodo dovolj. Raztrgane so. Ja, zjutraj niso bile. Nisem jaz kriva, če si vaš sin ne zna strič nohto na nogah. Menda ne mislite, da bi mu jih jaz morala strič. Ja, ko je živel pri meni, sem mu jih jaz strigla. Ko je živel pri vas, ste mu vsak dan v poslo nosili liter kakava in vroče žemljice z maslom in marmelado. Ja, res je. Zato pa je tako močen. Ne, zato mora zdaj jesti tablete za krvni tlak in holesterol. Kaj? Ti imaš probleme s pritiskom in holesterolom? Ja, pa saj ni čudno. Sej cel dan gara v gozdu, potem pa še doma nima miru. Beno, v gozdu? Če bi tega v gozd dali, več ven ne bi našel, on je cele dneve v pisarni in to stajnico, ki ima 22 let in se kar naprej nasmiha. Ja, mogoče bi se mu pa zdelo fajn, če bi se tudi njegova žena kdaj pa kdaj nasmihala. Ne pa, da se dere na njegovo bogo mamo. Pa daj Beno reči kaj. Ja, kaj naj reči? Ja, na mojo stran se postavi. Ja, moja žena je dobra.
žena. Pridi. Izjemno! Ti. Reci, Miška, Ti nisi takšna svinja, kako res gledaš. no vidiš, Ampak ti ni Ivan, ne? kaj je si Ivan, kaj misliš, kaj to? Kaj? Tebi Ivan všeč. Ma dej, Silvika, dej mi mir, Ivan sploh ni moj tip, lahko si mirna. Kako misliš, ni tvoj tip? Ja. Ti je rekla, jaz grdi moški imam. Ne, sej dober tip, sem... Ok, mogoče, če je bil samski, mogoče. Ti hočeš njega v posteljo spraviti. Ej, Mene? Silvi, gledaj, zdaj ti bom tako povedala. To samo govorijo, da jaz hočem vse moške imeti. Ti veš, da sem jaz v bistvu skoraj devica? Prav tako, moj Leonid. Nikoli v življenju nobeni kuzli ga nismo, nikoli ga nismo peljali nobeni. Tudi mi nismo. Ja. Mi nismo bundašu dali nobena kuzla. Pa nobena psico. Sem rekla, kaj je delal bundaš, ko ni imel psico? Zdaj ti pokažem. Silvi? Bi ti rada videla, kaj je delal Leonid? Lepo je biti sosed. Izvoli, mama. Hvala. Si se pa našel. Ivo, vidiš? Ivo si je pa našel pravo. Točno sem vedela. Točno sem vedela. Silvika, ona je svetnica, ne? Jaz sem pa nesposobna žena, ki ne zna poskrbeti za vašega sinka. Ne, tega nisem rekla. Ampak oprosti, ne morem se izogniti primerjavi med vama, ko pa imamo oba primera tako lepo pred očmi. Kaj? Kaj imate pred očmi? Ja, no, na primer. Ivo sigurno nima luknje v nogavici. Pa ne morete po eni luknji soditi celega človeka. Prav. Gremo k Silviki. Staviti grem 100 evrov, da ima pospravljeno, skuhano in da bo za razliko od tebe vesela, da me vidi. 100 evrov? Velja. Stava velja. Beno! Ivo, reci, da to ni vajno stanovanje. Ja, rad bi videl, da ni, pa je zelo. Jo, ja kaj pa dela ta tukaj? Družba! Živjo! Vanessa, me veseli z dvemi s. Soseda, ja, kje pa je Silvika? Šla v klet po pijačo! Zakaj le, saj ima v špajzi 50 litrov mineralne? Mi vode nehino, ti pi vodo. Voda je samo za laboda. Vanessa! Kaj, sta se sprli? Ne, mi samo kazala, kako bundaš naskakoval psice. Ja, tudi naš pes je naskakoval psice. Danes je poginil. Se mi zdi, da mi je nekdo dolžen 100 evrov. Dobro, ko ne bi zdaj šli. Ja, gremo. Smo fini. Mama, pa kaj si zdaj tako žalostna? Ja, pa kaj se čudiš? To bi moral biti njen adut. Veš kaj, tvoj edini adut pa je, da si našla tako dobrega moža, kot je moj Beno. Ja, dobro, no gremo zdaj. Vanessa, prosim te, takoj, ko pride Silvika, reci, naj steče za mano. Miško, ne bi tu počakal. Pa te, daj noge, kaj je? Ja, da naj usreča skupaj. Ne bi rad tvegal. In to je žalovanje.
tako pride. Teta, saj to ni izgledalo tako, kot je izgledalo, Silvika. Ja, pa saj veš, da ti verjamem, Ivo. Silvika je punca na mestu. A se res, prinesla sem ji super recept za paprikaš. Vem, da rada kuha. Ga bom rad pojedel zelo. Silvika je dobra žena, zanesljiva, požrtvovalna, ljubeča, čisto taka kot jaz. Tu si legenda. Silvika! Pridite k nam. Smo že bili, Silvi. Ja, tak mene jaz ne tam bila. Imamo hrano, imamo paprikaš. Ja, Ej, oprosti, Silvika, ampak v našem stanovanju se ne kadi. ja, no, saj v takem primeru bomo kar uporabili nikotinski obliž, kaj ne da? Jok sem te pogrešal. Ja, daj mi prosim, jo, cigar, kam naj, saj. Ivo, jaz te bom ubila. Izvoli, mama. Silvika. Silvika, no, kje imaš obliž? Beno mana brka. Ščipa me! Ščipa me! Peče. Ja, bolj ščipa! Ja! Ivo, ste me ubil! Ivo, kaj si mi naredil? Jaz ga bom ubil! Ivo! Sinko, moji lepi brki. Silvika, ja poglej, kaj si naredila, si pijan. Malo je spila, to kot jaz, minimalno. Vi, gospa, z 2S ste napili Silviko. Gospodična bo v redu, hvala. No, vidite, mamica, nihče ni popoln. Teta, pomirite se. Ne zamerite Silviki, to je zaradi bundaša. Ja, se je zalkoholizirala zaradi žalosti. Ja, vidiš, kako čustvena punca, a? Ti že ne bi bila sposobna česa takega. Okej, jaz imam tega dovolj. Jaz grem Kam greš? v gostilno Beno, kjer se ga bom napila do mrtvega. Za vašo Diano. Mogoče me bo potem tvoja mama imela rajši. Čakaj, Žuža, čakaj. Pa ne moreš iti v gostilno. Sama, čakaj malo. Benčijo moram nest brke, ne more tako gostilno. Ja, pa če se Žuža napije do mrtvega, kdo jo bo pa nosil? Ja, Iva. Ja, ima svoje kile zelo. Iva ne pita alkohol. To je Diana. Lepo. Umrla je točno na svoj 10. rojstni dan. Kaj je zgodilo? Mož je spekel lepo torto z barvnimi lučkami. In? Pregriznila je kabel od lučke. No, to moj bundaš. Lepotec. Poglej, kako je vesel. Kaj pa je ta luknja? To bil Ivan. Izrezala sem ga s fotografijo. Zakaj? Bila jezna. Kislo se držalo. To pa ni lepo. Igen. Bundaš ga ugriznilo. Punce, to je pa moj angelček. Čisto tako kot Brežnjev. Lepo